ena velika napaka, ki jo kar neki ljudi dela, je premehka zobna ščetka. Glede, da si pač v tem zobozdravstvu, a vedno, ko kakega človeka spoznaš, a ga prvo pogledaš v zobe. Ja, grozno. In pač klinične študije pravijo, da beljenje zob ne poškoduje. Danes gostim dr. Pijo Hrovat, specialistko stomatološke protetike, ki jo mnogi poznamo pod Instagram profilom Nasmeh zdravju, ki nas izobražuje in osvešča o zdravem načinu življenja, vse od zdravega nasmeha pa do hormonskega ravnovesja. Pija pa se poleg tega, da se ukvarja z našim lepim nasmehom, ukvarja tudi z uravnavanjem krvnega sladkorja, medicinsko hipnozo, izvaja pa tudi estetske posege. Pija, dobrodošla. Ja, hvala za povabilo. Tak širok nabor in se veselim najnega pogovora. V bistvu smo že imeli zdaj malo pogovora, tako da bomo kar nadaljevali. Mogoče preden greva na tisto bistvo, me sam zanima, gledati, da se imenuje ta podcast Čvek ob mači, da pijeva mačo. Kaj si pa ti ponovno naročiš, ko greš s prijateljicami na čvek ven? Najpogosteje zdaj, če je to dopoldne, kakšen kapučino, drugače pa ponavadi neko mineralno vodo. Okay. Noč Pač klasika, ne? Ja. Pa si oseba, ki ima zjutraj nek ritual, zgleda, da imaš dve majhni hčerkici, verjamem, da to mogoče ni vedno mogoče, ampak kako bi izgledal tvoj nek popoln začetek dneva? Ja, zdaj nekega rituala nimam zares. Nimam neke potrebe, če bi tako rekla, da bi ga imela, je tako, kot si rekla, pa z dvema puncama je to akcija od zjutraj že. Če se da, vedno zjutraj plešemo. Ja, danes smo imeli to, vi se sami zrihtete, pa mami glasba in plešemo, tako da že to je meni ful dober začetek dneva. Zdaj ideala mi pa reka, da so to na neke proste dni, ko ti pač ni treba potem se urediti ni to doma s kakšno kavo in knjigo na kavču, ali pa poletni dnevi, kako je šla zjutraj pred zajtrkom plavati. Ampak to pač ni prav pogosto, ne, ampak ja. Vidim tudi na Instagramu, da zelo rada bereš. Ja. Kako to vključuješ v svoj vsak dan, glede, da imaš ogromno nekih obveznosti? Predvidevam, da pa ne gledaš televizije? Ja, dejansko ne gledam televizije, pa ne da to, da jo zdaj ne bi gledala, pač, ampak meni knjige res predstavljajo ful velik odklop, zato ker jaz se ful zelo poistovetam zgodbo, pač jaz včasih bi rekla, kar preveč noter padam, ker se potem sikiram za izmišljene junake, ampak meni to res pomaga. Meni je to pač totalen odklop, jaz ko berem tisto, ne vem, zvečer na kavču knjigo ali pa v posli, pač res odklopam vsakdanje stvari. Tako da, ja, v bistvu kar nekako svojo rutino, ne vem, se vidim, da tudi, naprimer, če ne berem knjigo, da pol večkrat, naprimer, posežem ali po telefonu ali po čem. Če imam pa neko knjigo, ki jo berem, se pa usedem na kavč, imam 10 minut, ne grem scrollati, ampak pač preberem toliko strani. Tako da, pa bereš na Kindlu ali imaš fizične knjige? Na Kindlu. Zdaj sem začela kakšen let pa pol na Kindlu. Ja, stokrat, pa tudi tako, sploh ti, kaj jaz kakšne serije berem in pol končaš eno knjigo in potem, če imaš fizično, moraš čakati na naslednjo, tako pa takoj. Ja. To vam je isti, ne? Koliko pa knjig prebereš na leto? Ful. To mi je zdaj, kar sem njih zadnjič, mislim tako, ne vem, včasih kakšne tedne tudi po dve na teden, 3 na teden preberem. Pa imam kakšen teden, ka sam eno na teden, ampak tako, kar velike številke, ker se jih hvala Bogu imam ta Kindle Unlimited, sem si ga vzela, ker se mi zdi, da se bolj splača. Ja. Tako da, ampak ja, veliko, zdaj proštajem ne, ampak po moje tako sigurno 100 ali pa še več, ja, ful. Odlično, vse to je super. Ja. Zdaj mi te na Instagramu vedno vidimo kot neko samozavestno, mirno, tako rejeno, tako easy skolirano, pa me zanima, da verjetno tudi prije kak tak dan, ko ni vse tako, pa ko si čist brez energije, kako se takrat v bistvu spraviš iz tega? Ja, drugače mi je ful zanimivo slišati, kako te nekdo drug vseh prek Instagrama dojame. In bom rekla tako, da zdaj bi bila brez volje ali pa tako nimam prav veliko dni. Jaz sem oseba, ki zelo tako vem, kaj hočem, imam zelo take jasne cilje, bom rekla, in pol kar nekako sledim in najdem to voljo, no, ne vem, kako bi rekla. Itak so pa dnevi, ko imaš manj energije, normalno, pa kakšne hormonska nihanja, pa cikli. Meni najbolj takrat v bistvu pomaga pogovor z mojimi najbližnjimi, no. Oni me vedno potem znajo, če tako nahajpati, ali kako bi rekla, tako dvigant. Tako da, ja, nimam pa zdaj, da bi rekla prav nekih velik teh dni, no. Ja, to je super. On kar stabilen. Ja. Zdaj pa malo zanima, koliko si ti prišla v ta poklic zobozdravstva oziroma protetike, kaj te zaneslo to? Si mi že rekla, da tvoja mama tudi v bistvu teh... Ja, rečemo teh vodah.
Drugače, jaz sem bila vedno naravoslovni tip človeka, se pravi, so me taki predmeti na gimnaziji zanimali in sem se pol takrat odločila in med splošno medicino in med dentalno medicino. Pol je pa tukaj še pretehtalo to, da jaz ful rada nekaj ročno delam. Vedno sem imela dobre ročne spretnosti, tako da sem se potem takrat odločila za dentalno medicino. In sem zelo vesela, sem se ful najdla v tem poklicu, res mi je všeč, je sicer zelo naporen poklic, res zelo naporen in fizično in psihično, ampak ga rada upravljam. No. Ja. Pa rekla si mi, da si tudi študirala na izmenjavi v Ameriki, kako je do tega prišlo? Ja, v bistvu jaz sem tako, ko sem jaz študirala dentalno medicino, takrat je bilo ful težko, da bi šel dejansko na kakšen ta Erasmus ali pa kakšen tak program za dlje časa, ker ti potem v bistvu niso nič priznali izpitov iz tujine v Sloveniji. Zdaj vem, da se je to ful spremenilo, ker se pogovarjam s študenti pa mlajšimi, ampak jaz sem takrat šla v bistvu potem v zadnjem letniku, nismo šli za res neke izpite tam delati, tam smo šli za enomesečno izmenjavo v Ameriko, ker je v bistvu profesorca na tamkajšnji univerzi je Slovenka, ki je doštudirala v Sloveniji, pa se je pa poročila v Ameriko in smo pol prek nje bili na izmenjavi. Takrat sem šla tudi v tem zadnjem letniku oziroma že malo absolventu še na Jamajko, v prostovoljno odpravo za 3 tedne, to sem bila pa edina Slovenka in to so take res izkušnje za celo življenje, ki ti dajo, lepi spomini. Yeah. Kaj ste pa tam delali na odpravi? Tam na odpravi smo imeli pa v bistvu teh, se pravi, misijonih, če tako rečem, in smo prav postavili kliniko in zastonj v bistvu imeli smo čiščenja, tudi neke plombice, zobe smo pulali. Ste zobe rihtali? Ja, in to so tako ljudje, itak, to je bilo vse zastonj, drugače ni tam nič zastonj, ne, tudi pulijo ti, ne, zob zastonj, tako v Ameriki. Tam ni nič, ne. In so v bistvu ljudje oni so čakali od 4 zjutraj v vrsti cele dne, tako, da so prišli do nas. Ampak res ful izkušnja. Nora, no. Nevredno, ja, kako tako pogledaš nazaj. Ok, potem si prišla pa nazaj v Slovenijo. Kako se je pol nadaljevala pot? Ja, potem sem po končani, se pravi, ko diplomiraš na dentalni medicini, imaš potem 1 leto obveznega staža, pripravništva. Jaz sem potem tekom pripravništva prvič zanosila, tako da je bilo potem sem pa v bistvu dokončala pripravništvo in kar drugič je šla na porodniško. In potem po tej drugi porodniški sem se pa potem odločala, kaj bi zdaj naprej. In potem je čisto prišel ven razpis specializacij. Videla sem, da je med njimi tudi protetika. Mene je vedno, je zelo težka veja zobozdravstva, ampak vedno me je zelo tako pritegnila. In pa sem se kar tako odločila, kaj pa, če bi se jaz zdaj prijavila, pa bomo videli. In tako sem se prijavila in dobila specializacijo potem na izboru. Kaj pa v bistvu protetika sploh pomeni, da nam razloži? Kaj vse to zajema? Ja. Stomatološka protetika je v bistvu veja zobozdravstva, ki se ukvarja z ali nadomeščanjem zob. Se pravi, nimamo zoba, rabimo od snemnih pripomočkov, proteze, delne proteze, ali rabimo mostiček, rabimo zobne vsadke oziroma implantat, tak bolj izraz, ki ga ljudje poznajo. Potem pa tudi z estetskimi preoblikovanjem, luske, kompozitne dograditve. V bistvu je protetika taka zelo, zelo široka veja, ampak predvsem z nadomeščanjem, če tako rečem, posplošimno. Ja. Zob. Kaj pa te pri protetiki nekot najbolj navdihuje? Je to pomoč pri samozavesti, vračanje funkcije, natančnost, kaj tisto? V bistvu je protetika, tako sem rekla, zelo široka veja in imamo tudi zelo različne paciente. Zdaj bom rekla, na eni strani imamo paciente, naprimer po kakšnih onkološke paciente, ki so imeli raka, naprimer čeljusti, pa potem jim presadijo kosti z noge v čeljust, pa so po več let brez zob. Imamo tiste, ki se rodijo, brez 10 zob. Pa imamo na tej strani, ki jim vrneš funkcijo in estetiko. In to so toliko čustvene preobrazbe in zame, kot pa zdravnico in za paciente, ker to, ta hvaležnost in ta sprememba, ki jo ti narediš na takem človeku, ki je, te onkološki, po 6 let brez zob, pa kar naenkrat spet ima zobe, ali pa te, ki so se rodili brez zob, pa so stari 25 let, pa nikoli v življenju še niso imeli zob, pa kar naenkrat dobijo nasmeh. To je res čustveno in to je zato, ker to so toliko lepe stvari, to so najlepši trenutki zobozdravstva. Pol imamo pa na drugi strani protetike pa tudi te, naprimer, kakšne luske, ki ni zdaj to neki, da zdaj ljudje ali pa pacient ne more jesti, ampak mu nekako preoblikuješ nasmeh, da je z njim zadovoljen. Tukaj imamo pa tudi sicer čist drug aspekt, ki ni toliko funkcionalno, ampak tudi, je v nekem meri, ampak tudi estetsko, ker se mi zdi, da se ljudje sploh ne zavedamo, kakšna sprememba celega obraza je, ko se spremenijo zobje. Naprimer,
narediš pacient, zadnjič sem pred kratkim delala eni pacientki, naprimer skoraj luske, ne, in potem jo vidiš čez 14 dni na kontroli, pač to je čist druga mimika obraza, ker prej je kot mal nelik skrivala, ampak tako pač nisi toliko samozavesten o smehu, potem je to čist drugo in na smeh in govor in kretnja in to si potem tisto, ko si rečeš, dober sem, dober je, super je, pač da tako spremeniš ljudi, ne. Jaz sicer protetika, se včasih hecam, ali pa mislim, včasih hecamo med kolegi, da je kraljica zobozdravstva, v smislu, ker da ti prideš do protetike, morajo biti vse ostale stvari urejene, se pravi zdrava obzobna tkiva, ne sme biti karijesa, se pravi vse stvari morajo biti zrihtane in na koncu pride protetika. Tako da je taka zelo, zelo zahtevna, ampak zelo, mislim, meni je zelo ljuba itak, če to delam, ampak tako zanimiva vaja. A kaj bi pa rekla, kako Slovenci skrbimo za svojo ustno zdravje? Jaz mislim, da kar dober. Mislim, tako, sploh v zadnjih letih, jaz mislim, da se to zelo, bom rekla, ta krivulja šla zelo navzgor in jaz bi rekla, da zelo dobro skrbimo. Tudi, ko s kakšnimi starejšimi kolegi debatiram, vsi pravijo, mislim, ne vem, z razliko od 15 let, 10 nazaj je to zdaj čist druga stvar. Tako da jaz mislim, da dobro skrbimo za svoje zdravje. Kaj pa so neke tiste mogoče majhne napake, ki jih mi delamo vsakodnevno in da bi nam lahko še mogoče malo izboljšale našo ustno zdravje? Šak na svet. Ja, jaz mislim, da ena velika napaka, ki jo kar neki ljudi dela, je premehka zobna ščetka. Okay. Včasih, mislim, tako se mi zdi, da je bila neka ta propaganda. Da mora biti mehka. Ja. Ampak jaz vidim, da če je premehka, dejansko niso dobro očiščeni zobje. In porečejo pacienti, ja, sej čistem, pa pač ni videti, ne? Potem se pogovarjamo, kakšna je ščetka. In ko zamenjajo ščetko, pa isto potem delajo, je čist drugo. Tako da premehka zobna ščetka, to veliko ljudi dela napako. To sem bila isto, ne? In pa kako še krdek neko tromeno, pa ne gre sploh, pa si nisem mogla tistega fajnega občutka na zobi. Ne moreš. Pa sem menjala zobno ščetko in zdaj to. To. Tako da to bi rekla, da je največja napaka, ker jo kar veliko ljudi še vedno, ne vem, to je bila res močna propaganda. Ful je bila, vsi so rekli samo mehke, da si ne poškoduješ dlesni in potem smo šli si na mehke, a ne? Tako da to bi rekla. Kaj pa uporaba zobnih nitk? To je tudi, se mi zdi vedno, večino, pač ampak aj res tako pomembno, da moramo to vsak dan delati. Itak, da je. Jaz vedno upam, da bo ki rekel, da mogoče pa ni, a ne? Ne, pač je, ne, ker povratim, da lik zobno nitko, pač to so prostori, kjer ščetko ne pridemo, ker ta samo čistilna moč zob pač ni prisotna, tako da ja, definitivno, mislim, nitkanje ali pa uporaba medzobnih ščetk, odvisno kako smo, kaj nam je lažje, ja, je del. Kaj pa ono, veš, tista naprava, to je samo tisto, veš, kaj flosanje, veš, ko imaš napravo, ono, ko ti šprica. Ja, drugače je tudi v redu. Pač samo, da se pač medzobni kontakt ko je to uporabljam, ko tista nitka, jo. Ja, to je, kakor se navadaš, jaz pa brez nitke, se mi zdi, da si sploh ne umijam zob, če ne se ponitkam, Da, vsem tisto boljš, ko noč. Ja, valjda. Okay. Pač važno je, da se medzobni stiki očistijo, ali medzobna ščetka, ali nitka, ali ta naprava. Karkoli. Ok, cool. Če bi mogoče malo povedala o tem, kako je v bistvu ustno zdravje povezano z zdravjem celega telesa. Se mi zdi, da to, nekateri že malo bolj razumejo, ampak se mi zdi, da pomembno, da to mogoče malo večkrat povemo pa podarimo. No? Ja, jaz mislim, da se to še vedno ljudje premalo zavedajo, kako ustno zdravje in zdravje zob vpliva na naše celostno zdravje, ampak tudi to, da tudi celostno zdravje vpliva na zdravje naših zob. Se pravi, to je zelo povezan sistem. Skupaj, tako. Ker tudi bakterije v ustni votlini potujejo po krvi, potujejo po telesu. In naši zdravje, pač se pravi, ustno zdravje vpliva na naše, naprimer tisti, ki imajo kronične bolezni, na razvoj kroničnih bolezni, na potek kroničnih bolezni. Prav tako pa tudi, ne vem, od hormon, ne vem, včasih mi reče kakšna pacientka, imam neki občutljive dlesni, pa je pol vprašano, in kje pa je v ciklu, pa tako, naprimer, hormoni tudi vplivajo pač na našo dlesen. Tako da zdravje zob in to, da mi nimamo nobenega vnetnega procesa, se pravi tega granuloma, mislim, tako če rečem granuloma, in to močno vpliva na naše celostno zdravje. In to včasih vidim, da ljudje kar mislijo, se ne vidi, se nimam težav, ne, pa bi kar mal rajš odlačil, ker je zdaj bolj čas za druge stvari, pa rajš dam za druge tako, ne. Mislim, ko pa pač boli, vi pa pač tako si v trenutku, ne. Ampak tukaj je najbolj pomembna, se mi zdi, zato ta preventiva. Celotno zdravstvo in zobozdravstvo gre na to, da je pač preventiva, ne. Se pravi, da mi naredimo vse stvari, da ne pride do te grozne bolečine, ali pa to, ker vse te stvari že vnaprej predvidimo in jih uredimo. Tako da... Koliko pogosto pa predlagaš po neke preventivne preglede zob, pa mogoče zobnega kamna, koliko pogosto si čistiti? To je zelo odvisno od vsakega
človeka posebej. Ampak tam nekje, bom rekla, zdaj, če imamo mi vse urejeno, če dobro čistimo, je tako enkrat na leto čist dovolj, ampak pri kakšnih imaš pa tudi, kamor zobni kamen 2-krat na leto čistiti, imaš kakšne paciente z parodontalno boleznijo, ki morajo pa hoditi na 2 meseca, ki imajo tak, mislim, se pravi, zelo odvisno je, ampak jaz bi rekla tako za nekega zdravega posameznika, ki lepo skrbi za svoje zobe tam 2-krat na leto, če že bolj enkrat, no, tam nekje. Ampak je pa vsako letno, ne? Aha, ok, jaz enkrat na 2 leti hodim, ok, je redo. Ok, zdaj me pa še mu zanima, gledam, da si pač v tem zobozdravstvu, a vedno, ko kakega človeka spoznaš, a ga prvo pogledaš v zobe? Ja, grozno. Pa jaz imam tako poklicno deformacijo. Jaz najprej, mislim, avtomatično pogledam zobe, pogledam na smeh, pogledam naprej takoj pač kožo, vse druge stvari. Tako da tudi svoje paciente, ki jih, ne vem, zdaj tako imamo pač družabna omrežja Instagram, tako nekaj jaz vidim svoje paciente, kjerkoli. Pač vedno prvo pogledam vse to. Kako je? Aha, ok, to. Aha, to bi se še lahko. Ja. Ej, to pa res. Ja. Ja, sem čisto logično, se zdi logično, se mi to verjetno. Še eno vprašanje glede zob, kaj pa uporaba teh ustnih vodic? Zdaj, uporaba ustnih vodic ni potrebna za vsakodnevno uporabo. Imamo kdaj kakšno, ne vem, stanje, ali imamo kaj vnete dlesni, ali mogoče zobozdravnik to predlaga, ampak da bi zdaj pa kar mogli to redno uporabljati, pa vsakodnevno ni potrebe. Pa še mogoče glede beljenja zob, mislim, kako mnenje imaš ti o tem? Ja, jaz pač, mislim, tako bom rekla, kar se tiče mnenja o zdravstvenih stvareh, kar se mi zdi, da se pravi, zdaj sem se zapletla, ampak se pravi, da je pomembno, so pomembne klinične študije. Zdaj, kaj kdo mislim, če nekaj misliš kot zdravnik, pa super, ampak kaj to pomeni v kliničnih študijah, ne? Kaj to pomeni na 1000 pacientih? Raziskave mene se mi zdijo relevantne. In pač klinične študije pravijo, da beljenje zob ne poškoduje, pač res jih ne poškoduje. Lahko je prisotna neka prehodna preobčutljivost zob, ki pa ni za zob nevarna, se pravi, da bi karkoli za to bilo slabše zobmi, in je samo prehodna. Okay. Ampak, če ti, sploh jaz sem zagovornica predvsem tega domačega beljenja, s temi zobnimi pač treji, pa potem zobnimi geli, to so toliko nizke koncentracije, da tudi, bom rekla, 90% pacienti tudi nimajo nobene preobčutljivosti. Okay. Tako to je povsem varen postopek, ampak seveda pa to je potrebno izvajati pod nadzorom zobozdravnika. Zdaj, da ti neki, mislim, vem, naprimer, tudi, ko sem bila v Ameriki na izmenjavi, pač tam lahko kupuješ vsakem tako enem DM-u ali neki tako belilne folije, ne. Pač treba je, se pravi, itak je tudi tako, zobje morajo biti zdravi, zato da se jih beli, tako da, kar se tiče z beljenjem pod nadzorom zobozdravnika, res ni nobenih problemov in tudi klinične študije ne kažejo nobenih negativnih. Pa tudi to izvajaš? Ja, pri pacientih in pri sebi. In kako to poteka, mislim, kak je? Ja, se pravi, kar se tiče tega domačega beljenja, je super tudi zato, ker se pravi, ti prideš do zobozdravniku, jaz zobe poskeniram, zobnim skenerjem, naredim digitalni vtis, potem tehnik naredi ene take folije, ki bom rekla, tisti nevidni aparati, na podoben način. Potem pa dobiš te folije, dobiš belilne gele, ti v folije v bistvu daš noter belilni gel, ga daš v usta in potem to jaz, na primer, nosim, bom rekla tako, lahko imaš tudi čez noč. Ne? Ampak jaz rajš delam počas, pa pomal, da res me ne bi, mislim, da pa nimam težave z preobčutljivostjo, si dam, na primer, ne vem, zadnjič jemo 6:30 zvečer, si dam to noter do 11 ali pa 10:30 preden grem spat, daš ven in to izvajaš toliko dni, dokler nisi z barvo zadovoljen. Kar je dobra stvar tega domačega beljenja, je tudi, da imaš ti te opornice in pač to za vedno, ne. Se pravi, ker vseeno zobje se potem nazaj obarvajo, ne vem, čez 1 leto, čez leto pa pol. Ti imaš to doma, spet čez leto pa pol rečeš, ok, se mi zdi, da se je malo obarval, spet 2 noči to narediš in spet vzdržuješ barvo, brez da moraš spet priti zobozdravniku, ne, in plačevati. Tako da zato je zelo varna metoda, je pa tudi super, ker si potem v bistvu prvič to narediš, ampak imaš potem to doma. Koliko pa kaj takega stane? Kakve so cene? Ja, cene so tam nekje okoli 300 €. Okay. Ta prvič. Ampak potem tisti gelčki, naprimer, ki se pa sam dokupujejo, ki jih moraš pa ne vem po 20 €. Tako da potem prvič je pač malo večji vložek, če rečem, ampak pol je to v bistvu sam doma reguliraš, ne. Ja, ok, ti pa imaš še malo druge stvari, ker vem, da ful enih drugih stvari še počneš, pa me prvo zanima, kako si dejansko prišla iz zobozdravstva še na vse druge storitve oziroma stvari, s katerimi se ukvarjaš? V bistvu tako prek osebnih izkušenj, če tako rečem. Kar se tiče estetike,
mene je vedno pač zanimala estetika, tudi mislim, se mi zdi, vsak dober protetik mora imeti nek ta občutek za estetiko, ne? In potem je bilo to čisto, mene je vedno zanimala estetika, sicer, ko so me prvič, koliko je bilo zdaj, 6 let pa pol, nazaj povabili na delavnico za neko estetiko, sem bila še jaz tako, čakaj, bi jaz res to delala, pa to je vse grozno, pa umetam, pa jaz res ne bi zdaj nekih umetnih stvari delala, ampak sem rekla, ok, lej, grem pogledat, to je za širjenje obzorij, mislim tako. In potem sem gotovila, da pač imamo totalno napačne predstave. Zato tudi o tem veliko govorim in na svojem Instagram profilu in tako zato, ker se mi zdi, da imamo kar neke tabuje glede te teme, da ne vemo, vse sam, ko pomislimo neka estetska medicina o plastičen, velike ustnice, grozna lica, vse iste. In je to, ne? Tako da me je potem ta estetika, pritegnila k temu, kakšne lepe stvari lahko, mislim, in delaš, kako lahko pač v bistvu sam ta svež, sijoč, glovi videz, da ni pač vse umetno, da so stvari ful lepe, da jih noben ne opaz, tako me je to pritegnilo. Kar se tiče hipnoze, mogoče sam pri estetski posegi. Katere estetske posege pa izvajaš, da si mi to malo predstavimo, kaj to sploh zdaj pomeni? Ja, se pravi, izvajam zdaj marsikateri posegov je fula, ne, če tako rečem, od pač, ne vem, raznih, zdaj so zelo v porastu biostimulatorji, to se mi zdi največji trend, se pravi, tako kot sem prej omenila, tako kot gre celo zdravstvo na preventivo, tudi v estetiki in pač naši koži in izgledu si želimo preventive. In to je ta velika razlika od včasih. Ker miselnost, bom rekla 50 plus let ženska pridejo k meni, je bilo, saj sem si rekla, ko bom imela gube, bom pa prišla. Sam ta miselnost je, mislim, zgrešena. Seveda tudi pri 50 plus pač pridejo in naredim, ampak je veliko težji, pač potem karkoli narediti. Tako. Pa se ni zdaj, da mi hočemo biti brez gub, vse zategnjene, valjda ne, ampak določene gube nas naredijo ženske utrujene. Sej tudi moške, no, ampak te utrujene, pa pridejo in rečejo, že tretji me je ta teden vprašal, zakaj sem tako utrujena. Pa sploh nisem utrujena, ne. Te stvari, ne, da zdaj hočejo pa ne vem kva biti, ne. Tako da je ta preventiva, se pravi, kaj lahko mi naredimo zdaj, z minimalno invazivno, pač te biostimulatorji, naredimo pač ta kolagen banking, ki je zdaj tako popularen izraz, se pravi, da delamo in na našemu kolagenu, da se potem... To za obraz, ne? Tako za obraz, da se potem pač lepo staramo. Se pravi, da ohranjamo ta naš videz, ki ga imamo zdaj, to svežino čim dlje, ne da smo mi zdaj drugačni pa umetni, ampak tako si želimo, ne vem, čim dlje zgledati, ne, zakaj ne bi. Pa je to invazivno, mislim, koliko? Mislim, ne, invazivno v smislu, vse, kar se dela res nekih teh estetskih, je večinoma z iglo, zdaj invazivno pač, ne. Se pravi, kreme in te stvari so super, ampak to deluje na epidermis, ne, na površino kože. Mi vse te celice, ki jih želimo stimulirati, ali pa to so pač globoko, v globokem dermisu. In da do tja prideš, pač rabaš neko igelco, ne. Ampak, naprimer, jaz zdaj veliko izvajam, naprimer, mikroneedling z eksosomi, to je zdaj ful popularno. Kaj to pomeni? Ja, pač mikroneedling je, mislim, imamo sicer različne mikroneedlinge, spet tiste, ki jih lahko izvajajo sam zdravniki, pa pač tako, da je tudi tukaj velika razlika, okej. Ampak eksosomi so zdaj pač neke molekule, bom rekla, biostimulatorji, ki spet pač stimulirajo našo kožo, da delajo fibroblasti več kolagena, elastina, a ne, tako da, se pravi, potem imamo na primer neke biostimulatorje na osnovi hialuronske kisline, ki sicer niso kot filerji, ker filer daje volumen. Filer je zamrežena hialuronska kislina, se pravi, mi nekam damo in da volumen. Ta biostimulator v smislu hialuronske kisline, ki je nezamrežena, jaz rečem, da je tako malo podkožno maslo, a veš, se kar tako malo razleze in spet stimulira. Pa imamo na biostimulatorje na osnovi polilaktične kisline, na osnovi kalcijevega hidroksida, se pravi, te biostimulatorji so valjda zdaj ful v porastu, ker si vse želimo stimulirati naše telo. In tudi kjer ga največ ti delaš, s čim? Kaj največ delam? Jaz bi rekla, pač največ delam, se pravi, te biostimulatorje, a pa še polinukleotide sva pozabila, se pravi, delam veliko polinukleotide, Močno pove, kaj je, da razvijeli. Delam veliko tele biostimulatorje na osnovi hialuronske kisline, delam veliko mikroneedlinga z eksosomi, se pravi, bom rekla, ena ta okoli moja generacija, ali pa tam so predvsem to, pa itak pri starejših, če ti enkrat zgubiš volumen, če si upadu, pač brez to, da ti nek ta volumen povrne z nekimi filerji na osnovi hialuronske kisline, pač ne gre. Tako da v bistvu ves ta spekter delam. Kar se pa tiče polinukleotidov, polinukleotide so pa spet molekule, ki spremenijo delovanje jedra naših fibroblastov in
spet naši fibroblasti izločajo več kolagena, elastina. Polinukleotidi so super tretma za pod očmi, podočnjaki, tukaj, ko imamo drobno kožico, tukaj smo itak, tanko, mi smo itak tukaj zelo omejeni, kaj lahko pod očmi naredimo, ne? In so polinukleotidi super stvar. Zdaj je tudi velik trend polinukleotidov v lasišču. Ja, to mož rabi. Tako da pač to za stimuliranje lasnih mešičkov in rasti las, tako da to je tudi super. Ampak vse te biostimulatorji, to nas nikoli ne bo naredili umetne ali pa spremenjene ali pa drugačne, to, kar se pacientke bojijo, ne. Pač to samo, v bistvu bom rekla, pač naredimo še bolj glow, še bolj, se pravi, naredimo pa tudi veliko na preventivi in temu svežemu, sijočemu videzu spočitmu, kar si pač še želimo, ne. Ok, zdaj smo to dali estetiko. Kaj vse druga še počneš? Ja, delam še, se pravi, izvajam še medicinsko hipnozo. Sem že, čakaj, moram pa prvo začunati, 8 let terapeut medicinske hipnoze. In ukvarjam se tudi in ozaveščam ljudi o zdravem življenjskem slogu in o hormonskem ravnovesju. Do tega sem pa prišla zelo prek osebnih izkušenj. Kar se tiče medicinske hipnoze, sem jo pač v bistvu bila sama pacient in sem potem ugotovila, pač mi je pomaga razrešiti ene moje stvari in sem ugotovila, kako je to fajn in sem pa že kot študentka začela hoditi v bistvu na te tečaje in potem ratala terapeutka. Medicinsko hipnozo ful rada izvajam, je super stvar, ful dobro deluje. Komu pa priporočaš, na primer, za koga primerna? Vsi bi jo rabili, ne? Ja. V bistvu eni vejo, da bi jo, eni pa ne hecam. Kako sem bila noseča, sem bila na... Ja, super, to je pač priprava na porod, drugače pa ful super za strahove, fobije, to res. Tega je veliko in to zelo pomaga, anksioznosti, stresi, tega pač, ko se težko umirijo, za zaspat. Ful imam otrok, naprimer z enorezo, nočnim, kalurajo po noči, ne. To je super, tudi pri otrocih, ne vem, kaj imajo razne, tike, strahove. Sam kako pri otrocih to izvajaš, si pa ne predstavljam. Ja, na drugačen način, pač malo drugače, tako skozi pogovor, jaz jim naredim eno tako pravico, ne, pač mislim, itak najprej spoznam otroka, da vidim, vsak otrok ima nekaj kagal, kakšno risanko, kaj ful gleda, s čim se rad igra, pol tako na nek ta način noter umestim. Tako da medicinska hipnoza je super, je tudi super, naprimer pri strah pri zobozdravniku, ne, to imam super, ko imam pacientke, naprimer, ki zdaj z eno pacientko začenjava, ki ima res orang strah pred zobozdravnikom, pa ima celo protetiko zgor za obnoviti veliko dela, tako da imamo zdaj najprej sva se zmenile 4 hipnoze, da to pa začneva z zobozdravstvom. Imaš pa celovito rešitev. Ja, vse to, zato tudi, ne bom rekla, ta moja klinika, ki jo zdaj delam, jaz sem si vedno želela imeti, tako bom rekla, že od študentskih let sem si želela imeti svojo kliniko v smislu nekega celostnega zdravja. Ker se mi zdi, zobje so itak ful pomembni, pa kako zgledamo. Sam, če se mi psihično dobro ne počutimo, mislim, nič ne pomaga, da dobro zgledamo, če pač si tesnoben, če se ne počutiš, če ima strahove. Hkrati pa potem še ta zadnja stvar, se pravi hormoni, ne, spet, če ti nimaš urejenih hormonov, se pač ne moreš dobro počutiti. In tako je, če se ne moreš dobro počutiti, mislim, tudi če imaš zdrave zobe, tudi če si sijoč, mislim, nič ti ne pomaga. Zato imam neko celoto in ta moja klinika je neka taka celostna, se pravi celostna obravnava. To me je vedno ful zanimalo, se pravi še malo širše. No, kar se tiče hormonov, je bilo pa tako, da sem to odkrila, če tako rečem, tekom faksa, ker se je moja mami zelo zgodaj pač je vstopila v perimenopozalni prehod, se pravi, to je bilo že več kot 10 let nazaj in se o tem v Sloveniji ni nič govorili, nič. In moja mami je bila takrat pač res boga, mislim tako, in vsi so rekli, sej nič ni, ne, in ona je rekla, Pija, pač ti to študiraš, a mi lahko pač, mislim, daj mi ti pač povej, kaj, sem rekla, le mami, pojma nima, mislim, te, ne vem, v tem ne govorimo, ne, in je rekla, dej, in pa so prav mi dve začele, bom rekla, tako raziskovati, in najle tega dr. Hertoga, on je pač v Bruslu ima svojo kliniko, endokrinolog, on je začel s tem, že se pravi, z dodajanjem hormonov in hormonskim ravnovesjem. In sem šla pol tudi k njemu na masters, tako da sem potem njemu master naredila in so v bistvu tako prek mami, pa še jaz tudi v bistvu, jaz imam Hashimoto, tako da sem tudi pol konc srednje šole je bilo tako zelo, ker ja, pa ni, pa je, pa ne rabim terapije, pa rabim in sem se zelo slabo počutila. V glavnem, in sem potem prek tega ugotovila, koliko je pomemben tudi ta aspekt, ker enkrat se toliko slabo počutiš, pa vidiš, kaj pač, kakšno je to počutje, kako hormoni vplivajo na naše pač izgled, zdravje, psihično zdravje, na vse. In potem me je to pripeljalo do tega, tako da v bistvu ja, tako bom rekla. Na kak način pa poteka v bistvu pa ta terapija hormonska? Zdaj tako, kar se tiče hormonske terapije, so za to odgovorni ginekologi. In jaz to pa vedno
napotim ginekologu, da naj bo kakšne pomote, ne. Ampak pri meni predvsem vidim, da ženske so premalo izobražene o tem. Zdaj vidim, da se tudi na Instagramu in tako odpirajo neke te debate o perimenopavzalnem prehodu. Ja, kar enkrat se o tem zelo govori. Celo en dogodek zdaj organizirajo. Ja, sem videla. Tako da super in sem ful vesela, ker vem, da ko sem jaz začela o tem govoriti 7 let nazaj, so me pač vsi gledali, kada sem, mislim, tako, kaj je z mano, ne? Kaj jaz zdaj govorim. In sem ful vesela, da se to govori, ker se ne zavedamo, koliko pomembno je. Se pravi, ženske imamo spolne hormone, moški in ženske, ampak ženskam, ko začnejo spolni hormoni padati, spolni hormoni stimulirajo naše celotno telo. Ni zdaj to, da imamo samo vročinske oblive, tako kot so eni mislili. To je vse, pač od kognitivnega upada, mišično maso težje dobivamo, kile grejo gor, manj stimulirane mišice, kosti, osteoporoza, bolečine v mišicah. To je en velik spektor, več možnosti imamo za kardiovaskularna obolenja. Toliko enih stvari in je pač nemogoče, noben življenjski slog je izjemno pomemben in je vedno osnova, ampak noben življenjski slog nam ne bo na srečo, ne bo nam pomagal pa ženskah, ko enkrat padajo hormoni. Pač ni je stvari, pač žal. Ne, mi že, ko smo mlajše, pa nam jajčniki dobro delajo, pa so razne hormonska neravnovesja, je zdrav življenjski slog osnova in je super in se večina stvari res tem. Ampak ko pa smo mi enkrat v letih, ko hormonov ni, mislim, džabe, če tako rečem, pač ni je stvari, da bo pač pomagala. Tako da, kar se tiče dodajanja hormonov, je tukaj se dodaja hormone, bom rekla, ki so kemično enaki našim. Se pravi, take, ki so naše telo včasih pač dajali, tu daje se jih, nadomešča se jih en skozi kožo, se pravi se spreja, potem en je vaginalno, se pravi nič ne jemo, ne obremenjujemo naših jeter in v bistvu tudi na enake načine dodajamo hormone, kar se tiče in dnevov, kako uponašamo naš naraven cikel in tako. In to so ženske pač, ko pridejo, jaz jim to potem vse razložim, gremo čez cel življenjski slog, jih napotim naprej, bla, bla, bla. In to, ko pridejo meni nazaj, rečejo, pač to je drugo življenje. Pač to so ženske res, ali pa tudi naprimer na antidepresivih, anksiozne, pa sploh ni problem, pač problem je to, da nimajo hormonov, ne? Potem dobijo hormone, nimajo več bolečin, pač so super, spet energija, shujšajo, pač čist drug. Pa to hodijo k tebi ženske, ko pač pridejo v perimenopauzo, ali tudi kakšne mlajše? V bistvu boje. Pridejo meni mlajše, ko vidim, da pač se vsem tudi, mislim tudi tako, ta naš, bom rekla, ful je enih informacij, ne. Ogromno, preveč. Ja, preveč, ne. In tudi zelo veliko, kakor je pač Instagram, jaz ga imam ful rada in je super, ampak je tudi ful enih napačnih informacij, ne. In tudi, ne, tako kot sem prej rekla, v znanosti ni zdaj, kaj bi jaz rada, da nekje je, pa kaj jaz menim, da je. Ampak, mislim, valjda, vsak ima neke svoje izkušnje, ampak pomembno je pač, kaj je klinično relevantno, okej? Pač jaz bi tudi rajš, da neki ne vpliva na to, ampak pač tako je, veste, kam se reči. In zato gremo mi vse sploh čez, sploh kaj, kje dodatke, dodatke, kako je pač pomembno, kaj pomembno je prehrana, vse te stvari. Pol pa jih vedno, pač v smislu, če so v tem perimenopavzalnem obdobju, v menopauzi, jih pa pol vedno jim tudi pojasnimo vse, pač, kar se tiče hormonov, zakaj ne, vse gremo čez kaj, jih pa pol vedno pač seveda napotim, da se obrnejo k svojemu ginekologu pa pol za recept, ker so pač ginekologi tisti, ki to pišejo. Koliko časa pol ponavadi te ženske jejo te hormonske? Ne dodajo. Mislim, koliko časa to je skozi treba? Mislim, treba ni nič, ne. Ampak tako, z vidika počutja. Ja, z vidika počutja, mislim tako, če pač mi hočemo biti pa 80-ih še vedno top, če ne boš imela hormonov, pač ne boš, ne. Torej, danes, ko prideš tisto perimenopauzo, da začneš dodajati te hormone, ki smo jih prej imele. Tako. In v bistvu potem ohranjaš vse vitalno, ne? Pač vse tvoje organe, manj možnosti ima za kardiovaskularna obolenja, kaj pač manj možnosti, ne vem, pa tudi naprimer povišan holesterol, krvni tlak, osteoporoza, pač vse take stvari, pač se temu vsem izognemo. To je to v bistvu velika preventiva pred kroničnimi obolenji. Kaj pa glede, ko si rekla prej, da jim tudi svetuješ glede nekih prehranskih dodatkov, kaj pa se priporoča ženskam toliko na splošno, kaj je fajn? Ja, pač zdaj itak spet individualno, ampak neki te osnovni, bi rekla, so pač D-vitamin, omega in potem magnezij, bi rekla, so neki te splošni, ne, ampak spet odvisno od vsake pacientke, ne, ampak bi rekla, če bi rekla neke te osnovne. Zanimivo. Jaz bi se še sicer vrnila malo nazaj na lepoto in ta del, ki se mi zdi, to je tako najbolj taka vedno aktualna tema, pa
Pa me zanima, no, da, če se ti zdi, da ženske k tebi prihajajo po neko zunanje izboljšave, a v resnici iščejo neko bolj notranjo samozavest. Ja, jaz ful nimam takih pacientk, nimam v bistvu, bom rekla, teh težav sploh, zato ker se mi zdi tako, da v življenju pač se zelo tako, se pravi, energija privlači energijo in se mi zdi, da mislim, tako je, pri teh estetskih stvarih je izjemno pomembno, da si vsak najde zdravnika, ki ga razume, v smislu, da ima ta iste želje, cilje, ne, vedno. In jaz imam pacientke, bom rekla, take, mislim, carice, no, pač ko uspešne ženske, pač, ko so zadovoljne same sabo, pa pač mi rečejo, da bi pa, ne vem, mogoče malo starejši mi rečejo, izgleda malo utrujena, pa ne, bi izgledala malo bolj sveže, tiste mlajši mi rečejo, veš kva, bi pa rada zdaj, da čim dlje tako dobro izgledam, pa tako naprej, pa mogoče še malo tega glova. Tako da jaz nimam težav, da bi pacientke prišle k meni pa iskale neko zaradi notranjih stvari, neko zunanjo spremembo, ker tudi nimam tazga tipa pacientk, da bi si želeli nekaj ful spremeniti. Ampak kot sem rekla, sam svest, sijoč, glow videz, tako da ja. To imaš pa super pacientke, ki ti bomo rekli. Jaz mislim, da pač jaz tudi imam tako miselnost, pač imam tak cilj, jaz to delam in si mora vsak najti pač tazga zdravnika, ki se z njim razume in pač to izvaja. Se mi pa zdi, da je še vedno ful veliko enih tabujev in zmotnih prepričanj, glede tega pač ni vsa estetika umetna. Sploh ne, večina pač ta prava estetika pa taka, ki je v redu, pač ni, ne, in noben ne opazi. Mi opazimo samo, to, kar so se prej pogovarjali, ekstreme, tiste, ki pač so ali ponesrečeni primeri, ali preveč vsega, pa vse iste. Pač, to je res nek majhen procent. Tiste, ki so pač, delajo estetske stvari in jih delajo pri zdravnikih, ki delajo tako, dober, noben ne opazi, ne, samo to, da zgledajo sveže, sijoče, pa jim jasno, zakaj tako dobro zgledaš, tako siješ, tako, ne, ampak nisi pa nič drugačen in to je cilj. Kako pa zbirati nekoga, ki ti bi naredil nek estetski poseg, ne, kam moraš paziti, ko zbiraš? Ja, no, kot prvo bi rekla, ne, da je pač, to vidim, da se še vedno pojavlja, pač se pravi, estetske posege lahko izvajamo samo zdravniki in zobozdravniki z veljavno licenco. To je prvo. Prvi pogoj. Ja, to. Potem pa jaz mislim, da se moraš pač z zdravnikom tako dejansko začutiti. Se pravi, imeti isti, ne vem, vse najbolj žagiš na posvet, ne, da vidiš, da imaš nekak isti cilj. Izjemno pomembno je tudi, se mi zdi, da pač zdravnika pogledaš. Ne v smislu zdaj, kako zgleda dobro, slabo, ampak če je zdravnik overfilan, pač je to že prvi bom rekla, klicaj, pač da ti je to všeč, a imaš pač iste. Sej v redu, če ti je super, ne, vsak spet izbere. To da na tak način. Pa je treba pač vzpostaviti to neko zaupanje. Ne, prvič itak tudi pacientke, ki pridejo k meni, malo ne ve, itak, valjda nekam se usedeš, ne veš točno kako in kaj, normalno, da si malo pač prestrašen. Ampak pol pač zgradiš neko to zaupanje, ko vidiš pač kako je in meni je to najbolj, se mi zdi, to zaupanje med pacientom in mano, ne, ker prvič so vse, naprimer, če tako rečem, kaj zdaj, pa kaj bo to, pa to, in potem, naprimer, ne vem, so moje pacientke že več let, ki pridejo in rečejo, lej, pač nared, kar hočeš, pač jaz ti zaupam, saj veš, kaj imam rad, ne, in to se mi zdi pol največji tak, zame pohvala, ne, da veš pač, kaj pacientke hočejo, tako. Kaj pa tebi osebno pomeni lepota? Ja, meni je lepota oziroma privlačna in lepa energija. Jaz sem rada te naše energije, pač od vznoter, kaj pač sevamo navzven, tako da jaz bi rekla pač, kakšno energijo imamo, kakšni smo navznoter, to je. Kar se pa tiče, zdaj, če rečeva samo striktno zunanje lepote, pa meni pač všeč ta, bom rekla, unik, kako se to po slovensko reče, se pravi, edinstvenost. Tako, edinstven videz, se pravi, da smo vsi drugačni, ker nas to dela zanimive in lepe, hkrati pa ta pač itak svež sijoči izgled. Pa so kakšni posegi, ko si tudi sama sebi naredila oziroma šla ti na njih? Ja, se jaz to zelo spet iskreno povem, pač ja, jaz imam tako srečo, da si večino lahko sama sebi naredim, ne? Tako da si pol, ja, definitivno, jaz si pač izvajam biostimulatorje, se pravi, imela sem že biostimulatorje na osnovi hialuronske kisline, pod očmi polinukleotide, zdaj, ko mi čakam na jesen, si bom naredila 3 mikronidlinge z eksosomi, tako da ja, jaz skozi neki, tako je, ker pri koži je tako, več, ko jo maltretiraš, več dobiš. Tako da ne, jaz biostimulatorje, druge stvari, videli, to še nisem imela, ampak ja, biostimulatorje pa izvajam. Kako pogosto pa se to priporoča, ali pa mikronidling, na koliko časa? Tako, mikronidling je za najboljši rezultat, so 3
obiski na en mesec. Okay. Pa se to spet, tukaj v estetiki tudi eno čas rečejo, zdaj pa sem prišla, a zdaj bom mogla pa celo življenje hoditi. Pač ne, sploh ni treba, tukaj ni nič moram. Pač kokar, ne, ampak ponavadi pacientke pač vidijo rezultat in jim je tako všeč. Ampak tako bom jaz rekla, da ponavadi pacientke prihajajo tam nekje 3-krat na leto, 2-krat na leto, pač nekaj narediti. Tudi jaz sama sebi, če tako rečem, po moje, da si 3-krat na leto nekaj stimuliram. Ja, nekaj stimuliram. Na različne načine. Okay. Ja, super, jaz sem šla čez tale moje vprašanja, ful zanimive stvari počneš, tako da za konec bi te vprašala, če imaš možno kako sporočilo za ženske, kam jim rada predala, kako informacijo, kak nasvet. Ja, ne, če bi sam to rekla, da smo take, ki smo, da se ne obremenjujemo zunanjim svetom ali pa z drugimi, kaj rečejo, in da živimo in delamo stvari, ki nas veselijo in ki jih čutimo, tako, ki mi čutimo, ne tako, ki drugi mislijo. Super, hvala. Hvala.